še zdaj se zgodi, še vedno mami pere tele obleke igralcem in noče tega z rok spustiti. Prav, Urška, samo prosim, tega mi ne vzem. Zdaj, če gremo v sosedno sobo oziroma tam, kjer Žiga stanuje, pa rečem, Vpraša Žiga. Žiga, a imaš še biti tole delo? To je malo lažje, ne? Če pa moraš okrog iskati. A je kakšen igralec, ki pa res konstantno zamuja? Ena igralka pa je, ne, sam ta ne dela več pri meni. Sem rekla, zdaj bom pa jaz imela še vzrejo psov doma, ko bo en človek prišel, ko mi na všeč, če sem enega psa nam dala stran. Ker če bi jaz kakšnega idola spoznala, ki bi mislila, kakšen idol je in bi ga spoznala, ne bi bil več idol, tako da ne ostanemo vsi idoli. Je direktorica Smeha in arhitektka dobre volje. Je tista, ki je svojo kariero posvetila temu, da Slovenci nikoli ne pozabimo, kako zdravilna sta radost in zabava. Pred več kot četrt stoletja je zbrala podjetniški pogum in v Mengšu ustanovila prvo zasebno gledališče pri nas. Od takrat so številne uspešnice navdušile že skoraj 3 milijone obiskovalcev. Obvlada vse, od zakulisja, logistike, financ do marketinga. A tisto, kar jo resnično odlikuje, je njena neverjetna ustvarjalnost. Je zakladnica idej, ki živi za svoje gledališče in skrbi, da je pri njej vedno prostor za dober špas. Vabim vas v družbo Urške Alič in dobrodošli v Green Roomu. Urška, dobrodošla. Hvala lepa za povabilo. Ja, dobrodošla Lola. Loli. Pripeljala si seboj svojo kužko. Lolika. Ti si ena taka- Fiks je mogel doma ostati, Ja, ker je imaš še nekaj Fiksa. zbolel, ampak sem pripeljala Loliko, naša Lepo. ljubika. No, bo tudi ona kaj povedala. Čim manj, prosim. Čim manj. Najprej, da te vprašam, kaj te je danes najbolj nasmejalo, najbolj spravilo v dobro voljo? Velikokrat me spravi dobro voljo in dobre novice, sploh zdaj, ko smo v največjem, pač v tem največjem, da rečem, šusu predpremier in vaj in vsega. Seveda sem dobre volje, ko prodamo eno predstavo, ko prodamo veliko število vstopnic. Jaz sem si vzela za svoje, da kadar je predstava razprodana, grem jaz na spletno stran in označim besedo razprodano in le še nekaj vstopnic. Ja, super je, no, super je, vesela sem, ljudje množično kupujejo vstopnice, to pomeni, da nam zaupajo, da nas imajo radi. Tako se mi zdi, da smo tako zelo z eno pozitivno energijo začeli sezono. Lepo vreme je zunaj, tako da ne vem, lepo je. Če greva zdaj malo na začetek, daj nam malo povej, Urška. Urška si ne Urša. Da razčistiva to na začetku. To imamo večno dilemo, ne? Ti si Urške in Urše, Urška, ne, nas jaz sem pa, sprašuje. ko sem bila mlajša, sem hotela Urša biti. Mene pa ne bom noben klical Urška. Podpisujem se Urška. Če me kdo pokliče Urška, sem zelo vesela. Če pa me pokliče Urša, se pa tudi odzovem. Torej, Tako da karkoli bova bomo- Urški, bova Dobro, Urški. v bova redu. Urški. Greva na začetek. Torej, dost mlada, tam pri 28 nekje, si se odločila za to drzno potezo, da greš na svoje, da ustanoviš svoje gledališče in da bo postal Smeh tvoje poslanstvo. Kako, odkot ta ideja? Kako si štartala? Povej nam. Velikokrat nazaj gledam, pa tudi recimo, ne vem, kot me intervjujejo in me zelo sprašujejo podobno vprašanje. Takrat jaz res pojma nisem imela. Jaz nisem imela pojma, kaj bi v življenju želela, tako kot verjetno zdaj tudi marsikjer 28-letnik. Jaz sem delala kulturno šolo, usmerjeno izobraževanje, smer pač splošna kultura. In potem sem bila v MGL-ju v službi in tam sem se ogromno naučila. Takrat je bilo, mislim, da še prav Jugoslavija. Sem se ogromno naučila, predvsem sem pa vedela, da želim nekaj več, da želim malo bolj ustvarjati, da pač s tem, kar smo delali v MGL-ju in kar sem takrat znala, da se mi je zdelo, da jaz lahko malo več ponudim. Toliko sem znala delati, da sem se upala na svoje in hkrati, če bi vedela, v kaj grem, dvomim, da bi se tisti trenutek odločila za to. Imela sem srečo, da sem res imela dobre prijatelje v MGL-ju, ker smo se res odlično razumeli in smo se osebno poznali. In prvi projekt, ki smo ga delali, je bila Mirjam Korbar, Jernej Kuntner, Borut Veselko, Nina Ivanič, Đuro. Mi smo se privat poznali, kar je v bistvu bilo potem veliko lažje,
važi za to, da smo naredili pač prvo predstavo in potem je šlo naprej. Ampak če me Dan zdaj... norosti, ne? Dan norosti. Zdaj, če me vprašate, če bi takrat vedela, kaj me vse čaka, mislim, da bi raje ostala tam verjetno v kakšni zadnji pisarni v MGL-ju brez okna, samo da bi bila mačka bolj na sigurnem. Ampak v MGL-ju recimo si tudi začela s prodajo vstopnic, ne? Začela sem kot, prvo sem delala, abonmaje smo prodajali, mislim, takrat je bilo ogromno abonmajev, potem s prodajo vstopnic, potem sem že majčkeno napredovala, pa sem lahko že pač v bistvu tudi bila del organizacije obiska. Potem je šla pa sodelavka mislim, da je šla v pokoj takrat in sva skupaj takrat sedela in sem rekla, no, vse sem videla, kako ona to dela, kako ona planira, bom pa zdaj še jaz, ne. Tako da sem mislim, da 2-3 leta to delala. Te kombinatorike so kar zelo težke. Za predstave, takrat se čisto vse še na roko delalo, takrat računalnikov ni bilo, telefoni so bili tako na žico, tako prav hecanje zdaj to, kar zdaj razmišljam, ne. Ampak ja, no, in takrat pač sem se veliko naučila. In kako se spominjaš recimo te prve predstave, Dan norosti? Katerega leta je bilo to prva? 97, začeli smo januarja 97, potem je bila 26. oktobra, to bo zdaj kmalu prva predstava. Bilo je vse zelo entuziastično, vse. Mami pa jaz sva same karte prodajale, saj to je zdaj že javna tajna, oziroma sem že velikokrat povem ta primer, ko me podobno stvar vprašajo, kako se je pa vse skupaj začelo, pa sva z mami, se spomnim, da smo dali karte natiskati, pa smo pisali prva vrsta, prvi sedež, prva vrsta, drugi sedež, ceno gor in tako naprej, in to so vse same delale. In potem smo dali reklamo ven in smo imeli tam v kulturnem domu eno mizo, mami je za mizo sedela, jaz sem živčna hodila po kulturnem domu, si to še zdaj, no, ampak živčna hodim po 28 letih. In potem je prišla ena gospa, pa je kupila karte, pa je rekla moja mami, Urška, 2 karte smo prodali. In jaz rečem njej, ne, to ni dosti, mi moramo prodati celo predstavo. V bistvu sploh nisem nekako razmišljala, jaz sem imela vedno samo vizijo, se bo itak bo vse polno. In ne, pa v Mengšu, in kje pa je problem, ne. Tako da ja, nekako je bilo zelo entuziastično, pol kasneje je v bistvu bil problem, ker moraš pa ti potrditi nekaj, a znaš, ali res znaš, ali je bila to zgolj samo sreča. Kaj se je najbolj spremenilo od začetkov do danes? Kaj opažaš? Tudi recimo obiskovalci? Jaz sem se najbolj spremenila. Se mi zdi, da je vedno vse isto, da edino pravilo je, da ni pravil. Ko že misliš, da enkrat znaš delati, da veš da imaš nek modus operandi, kako boš, in takrat te vedno podres sesuje. Zato jaz sem se sicer v malce v hecu rekla, jaz ne, zaradi tega, ker ko sem začela entuziastično, s podporo mame, očima in pa bližnjih sorodnikov, ki smo res mogli praktično tudi odre pucati. Mami je pač... Vsi ste delali vse, ne? Vsi smo delali vse. Še zdaj se zgodi, še vedno mami pere tele obleke igralcem in noče tega z rok spustiti. Prav, Urška, samo prosim, tega mi ne vzem. Ampak tako zelo družinsko malo je bilo, distanco sem začela dobivati, ker je nam ta posel oziroma ta življenje, oziroma ne govorim v teatru, govorim nasploh. Mi smo zelo subtilni in tudi za sebe govorim moja mami in zdaj mojega sina in nas ful stvari recimo preveč prizadene. Tudi jaz sem zelo preveč občutljiv človek in v tem poslu ne smeš biti. Ampak tako je, mislim v vsakem poslu, če si ti pač ne smeš biti. In to je pustilo določene posledice na vseh nas in zato pravim, da sem se jaz toliko spremenila, da zdaj sem vseeno toliko z distanco začela delati, da mi mogoče to ni najbolj všeč, ker nisem jaz pač tak človek, ampak sem ugotovila, da če želim preživeti brez nekih večjih bolezni, brez nekih zgodb, ki potem potegnejo te v nezdrav, sem mogla pač zabremzati sama sebe in probam malo bolj mehansko delati, čeprav... Ampak misliš, da je tudi to skrivnost uspeha tvojega teatra, ker si bila tako zelo vpeta van, a veš? Jaz mislim, da enostavno, če imaš ti svoj posel, če imaš ti svoje, da imaš svoje podjetje, nemogoče, ti ne more uspeti, če se ves ne daš noter.
vas, ker In to glih za zdajle vse Žiga velja. to razlagam mojemu sinu, ki zdaj je že zelo vpet v te stvari. Vedno, že prej, ki je bil majhen, sem mu vedno govorila, vedno deli tisto, kar ti je všeč, kar želiš delati in tisto, kar boš delal, boš dobro delal. In tudi zdaj, ki je naredil eno predstavo, Žiga je začel zelo zdaj kar režirati, ne, Že, zelo že. uživa v tem. kar malo preveč. A pa si je vedno to želel ali je to prišlo zdaj počasi, spontano, ko je tebe opazoval oziroma Ne, ves ta Žiga je bil, proces? jaz sem bila en mesec na porodniški, potem seveda sem začela delati in on je bil otrok teatra. On je bil ali v vozičku, ali na kolenih, ali pol že, ki je pač lahko že hodil. On je bil stalno z mano, on je bil na vseh sestankih, pa ne vem, ali risu, ali barvu, ali ne vem, pol že tiste Nintendo igral, ali karkoli in je vedno prisluškoval. Tako da to, sem prisluškoval, pač slišal, kar se jaz pogovarjam in on je ena neizmerna zakladnica znanja. On je tehnik, scenografije dela, režira, oblikuje, tekste Multipraktik je. skupaj. Ja, ampak zato, ker je v Ja, res. bistvu, bom zdaj tako rekla, pojedel ves ta znanje. In to je nemogoče, to se po mojem malkrat v življenju zgodi, hkrati pa ni tako skozi usmerjen, kot recimo so mogoče otroci staršev, ki so igralci, hoče biti samo igralci. Ne? On ne želi biti samo režiser, ne želi biti samo tehnik, ampak enostavno zna vse to, zanima ga. On pride domov in prižge televizijo in ima na YouTubu, se uči, ne vem, veliki masterklase, pa posluša, ne vem, filmske te režiserje, scenariste, kako se ustvarja film. On se samo skozi uči, knjige kupuje. Tako je učljiv, tako je priden. In tebi to seveda ti prija, ti je fajn, ne? Da v bistvu si še malo njegova šefica zdaj. Ne? Nisem več dolg šefica. Se me je že zdavni postavil, kot je še vsake toliko časa, se malo pohecam in rečem, da sem tako, kot sem jaz rekla. No in je brez veze, da se nekaj grem, tako da mu zdaj rečem nadšef. On je nadšef. Ne, vse se lepo zmeni v organizacijo in te stvari prepušča seveda meni, ker je to pri nas res toliko utečen in toliko narejen že, da nas težko karkoli preseneti, ker smo res smo vlaufani. Jaz pa njemu to kreativno plat puščam, ker enostavno ugotovim, da sem že prestara da bi s temi novitetami, se pravi, mi smo takrat bili toliko stari, ko on, še računalnikov nismo imeli. Koliko je pri takšnem gledališču umetnosti in koliko v bistvu podjetništva? Pri meni je vedno umetnost. V prvem planu velikokrat mi kdo reče, zakaj to delaš? Recimo, zakaj delate Murder Mystery večerje? Murder Mystery večerje, kjer lahko sprejme eno prostor maksimalno 70 ljudi, ki imaš pas, mogoče, če vse prodamo, pa če nimamo veliko reklam, imamo tako, ne vem, 400-500 evrov plusa. Večkrat imamo minuska plus. A ne? Večkrat. Danes sem z enim hotelom bila na vezi, smo se pogovarjali, ampak to je zato, ker je to fajn. Ker te minuse bojo pokrile one predstave, ki jih recimo zelo uspešno igramo, ker mogoče ne rabimo toliko v reklamo dati na začetku, ker nas toliko že ljudje poznajo, da pač vejo Špas teater, kupujejo karte, brez da bi bil kakšni večji vložki v samo promocijo. In tam jaz potem pokrivam te stvari. Recimo zdajle sva naredila, Žiga je naredil eno predstavo, mislim, zdaj to hecam, da na podcastu govorim glih kontra, delam neko, bom rekla, zgodbo bom povedala, ki je mogoče malo čudna, da ne delam reklame za najbolj uspešne predstave. Žiga si je zaželel, da bi delal eno predstavo, ki ni komedija. Ja, tudi jaz sem v začetka rekla. Prebrala sem tekst, zbral je 2 igralca, ki jih tudi jaz izmerno cenim in sta mi blazno všeč, to sta Domen Valič in Saša Polin Stošić. In so naredili predstavo, ki je izjemno in režijsko, scensko, sploh pa igralsko izjemno zahtevna. In smo mi promovirali, da je to komična drama, da to ni komedija. Samo ljudje, Špas teater, gremo gledat. In seveda to niso Janezi. Janezi sicer niso naša predstava, ampak pri nas igrajo. Ni na primer, ne vem, 5 moških, niso tak ti predstave, ne.
In moram priznati, da so bili zelo zgroženi in smo dobivali zelo slabe kritike oziroma te mnenja. A ljudje niso bili preprosto Ja, vajeni, da nekaj ni komedija, problem ne? je v tem, da se ljudje ne pozanimajo, kaj grejo gledati. Če imaš ti napisan z veliko in komična drama, če imamo napisan to ni komedija, to ni tipična komedija, predstava Špas teatra, to je za gledališke sladokusce, da rečem, ne. In ne, in ne, in ne. In seveda imaš pa seveda enih, ne vem, bom zdaj rekla, 80% naše publike ni sprejel. Zakaj? Zato, ker niso razumeli, da pač je to predstava, da to ni nek špas. Pa nisem, da mislim zdaj v negativnem pomenu, ampak to sem hotela reči. In smo zdaj jo dali še naprej. Ta predstava nam ne bo prinesla plusa. Ta predstava ni neka predstava, ki bo zdaj gonilna za špas. Ampak smo jo naredili, ker je prav, da delamo tudi predstave, ki niso na prvo žogo, pa tudi, dobro, jaz sem se zdaj odločila, ker je ogromno teh stand-upov, vsak prvi oder, pa vsak prvi človek je že stand-upper. Mi delamo res gledališke predstave, gledališke komedije. In se bomo tega tudi držali, se bomo kdaj sigurno še kakšen stand-up naredili, ne, ampak... Ampak ti si se že v štartu, ko si zaštartala teater, odločila, da boš delala komedije, ne? Ne more, ti, če si zasebno gledališče, če nimaš v bistvu nobenih dotacij, nobenega javnega denarja, ni šans, da preživiš v Sloveniji, ker to so res enormni stroški, to si ljudje sploh ne znajo predstavljati, kaj vse je tukaj v zadnji, da sploh pride do tega, da oni lahko danes bojo zvečer prišli v Mengeš Budale gledati, na primer. Kaj vse, ko se oni usedajo, kupijo karto in zdaj pa mi jih moramo pa nasmejati, ne. No, ravno Kaj to me zanima, ne, kako ena predstava nastane, torej od ideje do realizacije. To ljudje v bistvu sploh ne vejo, kdo zbira igralce, ekipo, daj mi malo to povej, no. To v bistvu sem, to je tudi, če govorim, si sploh ljudje ne morejo predstavljati, pa zdajle smo imeli neke snemalne ekipe, ki delamo neke backstage te videe, in so čist presenečeni, kaj, pa smo samo 1/10. Zgodi se, da jaz od januarja do marca približno si vzamem čas in pregledam na internetu, sem po 4, 6, 8 ur na dan, gledam pač teater, kaj igrajo po celem svetu. Potem imam tudi ogromno tekstov, da imam že taka 2 fascikla, sam idej od teatrov pa teh komedij, kaj bi lahko igrali, kaj ne. In pa se nekako odločam med tem, kakšna naj bi bila sezona, ali je zdaj to, mislim, da saj ima nek da saj osmisliš pač neke stvari. Pa se pa začne, pa prije na avtorske pravice dobiš iz tujine. Ti moraš prvo, kar je, moraš avtorske pravice dobiti. Ko dobiš avtorske pravice, te ponavadi moraš naprej plačati tam od 5 do 15 tisoč evrov moraš plačati, da sploh dobiš pravice, da potem lahko ti začneš delati. Pol je pa seveda iskanje režiserja, zdaj, če gremo v sosedno sobo, oziroma tam, ko Žiga stanuje, pa rečem, Žiga, a imaš bi ti tole delo? To je malo lažje, ne, ampak če pa moraš okrog iskati, je malo težji, z enimi, mislim, z večino se tako dobro poznam, da tudi vemo, kje se bomo ujeli, pa tudi kdo je za kakšno stvar. Pol je pa seveda iskanje igralcev. Kako zbiraš igralce? Je to po priljubljenosti, lepoti? Čisto Mogoče takemu, kakšnega takega, ki bi ti mogoče pol dobro promocijo delal? Čisto odvisno, kakšen ti predstave je. Na primer, ko smo delali Posle pod krinko, sem takrat za glavno vlogo, takrat je pa tudi že Matej Zemljič bil v Skrito v raju. Oziroma, torej bil priljubljen, ne? Ampak takrat so že posneli, pa še ni bilo na televiziji, ampak res pa je, da se z Matejem že nekaj časa poznava, da sva se pogovarjala, da bova nekaj skupaj sodelovala in ta vloga je pač prišla kot naročena za njega. Odvisno, recimo zdajle delam nov cast za Svobodni zakon, Tijana Zijanič bo režirala, januarja bomo imeli premiero. Super je Tijana. Tijana je super, se tudi mi da zelo dobro razumeva. Pa Vesna Pernarčič bo glavno vlogo žensko igrala, zdaj pa moškega zbiramo, pa imamo par idej. Problem je v tem, da pač v sistem v gledališču v Sloveniji je tako, da je večina igralcev zaposlenih po gledališčih. Kar pomeni, da so oni tam zaposleni in da je prioriteta pri terminih absolutno tam. In zdaj ena gledališča ima že pol leta naprej recimo programe narejene, druga gledališča ima za 1 mesec naprej narejene. In jaz se z gledališčem, z igralci iz enega gledališča, ki ima 1 mesec prej narejene, samo 1 mesec naprej narejene urnike, nimam kje pomagati.
Zdajle imam enega igralca, ki bi jaz izjemno rada z njim delala, izjemno rada. In tudi on z nami, samo s termini ne bova skupaj prišla. Nam zaupaš, kdo? Ne morem povedati, zato okej. ker je v službi in da ne bo imel kakšnih, samo izključno zaradi tega, ker je v službi in da ne bi imel kakršnih koli težav, ker nekako Ja. je pa zelo Razumem. priljubljen, zelo fajn človek. Jaz sem zdaj se odločila tudi v teh mojih starejših, zrelih letih špasa, da bom delala samo še s fajn ljudmi. A ne? Da to je prva iztočnica, je, da je človek saj, v redu, to pa je že gremo pa moje dalje. naslednje vprašanje, ne? Koliko je ene drame v zadnji, ne? Torej ne samo komedije z igralci. Enkrat si izjavila, da moraš biti tudi zelo dober psiholog. Povej mi, kakšen je skupni imenovalec naših igralcev in igralk? Zanj smo imeli, odvisen, če bi me vprašali po 5moških.com, ker so me skoraj pole poslali, pa bi verjetno drugače rekla. Ko smo bili pri 5moških, se spomnim, oni so res med koči z obživce spravili v čist, pa so bili prijazni, vse to je bilo moj najlepši obdobje, pa najbolj stresno obdobje. Mi smo ga prežurali skupaj to, kar ga v življenju ne bom mogel, ni šans, da ga. In potem enkrat sem jih imela dost in sem jim jaz sem že pozabila na to, pa me je Rado Mulej zanč, ko so se zdaj je on v Dubaju, pa sva se nekaj slišala, še zdaj hranim tvoj pisem, pa jaz kjer pisem, ko si nam pisala, ne, 100 kilometrov dolg pisem, kako jo bojo oni mene uničili in kako jaz ne morem več z njimi delati. Seveda so bili te fantje takrat mladi, seveda so zdaj in Jure Zrnec in Bizo in Seba in vsi te so seveda zdaj že gospodje v malo bolj zrelih letih Ja. in sigurno bi bila 5moških.com v zdajšnji obliki veliko manj stresna, kakor pa je bila takrat. Kaj recimo te je toliko spravljalo v stres? Dej nam povej par anekdot O, moj dogodivščin. bog. Ne, to sem zdaj, hotela sem nekaj drugega reči, samo to zanj smo imeli, da malo bolj tako povem na široko, zanj smo imeli tiskovno konferenco in smo naredili Murder Mystery večerjo za igralce. Bilo nas je cirka 50 v slonu in tako vsi so imeli napisane na mizah, tukaj ti sediš, zato ker sem vedela tudi, kako bojo fotkali, pa kjer igralce moram skupaj dati in tako. To je bilo vse na miš, to je bilo vse, sem ful razmišljala. Ja, preden so se oni to usedli, pa še že una miza mi sedela, pa so te ostali, pa je šel en lulat, pa je šel en ke, pa je šel en sem. In pol pa en se presedel, pa pol mu niso prinesli pravega menija, ker imamo neke menije te ribje pa mesne, ki se je presedel. Glavno, to je bil kot otroški vrtec. To je približno, da rečemo, da je to zgleda kot en otroški vrtec. Preden se te ljudi umirijo, posedejo, da ti lahko mogoče kaj poveš, ne, no to traja. Tako da se mi zdi, da bi bila zelo dobra vzgojiteljica v vrtcu. Če drugega ne, se včasih zgodi, ker ne morem več zažvižgam, ker kulturen dom je velika. Ne. Zdaj, če imamo mi kao sestanek recimo v nekem na odru in dejansko en je tam in jaz zažvižgam. A lahko prosim, če pridete vsi naenkrat sem in celo pridejo. Ne pomeni pa, da bojo vsi lahko poslušali 3 minute neki. Ampak seveda to zdaj, kar sem zdaj rekla, to je pač mogoče konkretno na eno zasedbo zdaj letel, ker smo imeli manjše take težave. Ne, pač oni so zato igralci, oni so v drugem svetu, oni so kreativci. In enostavno sta to, jaz vedno tako rečem, to sta dva tira, to sta dva železniška tira in za nobenega ne more reči uni navadni ljudje ali pa uni norci, recimo, ki se malo tako v kakšnem gostilniškem žargonu reče. Ne. Ampak to so pač samo dva tira ljudi, ki sta pač tudi mogoče za enega kreativca so pa te, ki so, da rečemo, normalni ljudje lahko, ne, kaj pa je s tabo narobe, ne, v tem smislu. Ne, to je z njimi, mislim, to je super, jaz uživam delati drugače. Pri meni je stresno to, ker jaz sem ekstremno neorganiziran človek, čeprav bi kdo mislil, da nisem, ampak jaz sem čisto neorganiziran, ADHD-jevec, ki se mi vse dogaja. In če jaz hočem sama sebe v disciplino spraviti, rabim imeti okvire. Jaz moram imeti Strukturo rabiš. jaz rabim to, ker drugače to ne gre. In zdaj si pa predstavljaj, da imamo zdaj 72 ljudi, od tega 42 igralcev, da imamo od 1. oziroma od sredi septembra do konca decembra 200 predstav. Po celi Sloveniji, 50 cirka krajev. In ti, to more res na minuto jeti.
To morajo stvari štimati, ker če ne štimajo, se vse podre. In zdaj seveda, če piše tam prid ob 6, pa prije 15 čez 6, jaz seveda že čez norim. Zakaj? Zato, ker imam občutek, da se bo vse podrlo. Nič se ne podre. Nič se nikoli ne podre. Vse spelajo. Včeraj smo imeli eno vajo obnovitveno za eno, ki imamo danes v Lendavi predstavo. O moj bog, nič niso znali teksta. Sem rekla, kako bojo to. Danes, ko bojo stali na odru, oni bojo perfektno vse odigrali. Ja. Ampak jaz iz sebe govorim, zakaj me to v stres spravlja. Zato, ker čim ni, ni to, da sem jaz tako rekla, ne to, sploh ne, ampak ti moraš iti od doma s kombijem ob, ne vem, enih, zato da tem kombi čez celo Slovenijo, pa čez vse te avtoceste pripelje do Lendave do 4, ki imaš ob 5 predstavo, primer, ne. In čim en zamuja, se bo vse podrl. Ja. Čim gre scena prepozen od doma, ker mora prva scena pride 3 ure prej, potem pridejo lučkari in potem pride to in tako naprej, da se ti do ob 8 začneš ali pa ob 7 oziroma v določeni uri, to moraš štimati. In če ne štima, se vse podre. A si ti tudi vedno zraven na vajah? V začetka ja, kontroliraš vse? ne. V začetka sem, da povem, kaj mislim, kaj bi želela in tako naprej, pol me ni dolg, še ponovadi se hecam na prvi vaji, rečem, no, se vidimo na premieri. Včasih sem bila več, potem sem pa ugotovila, da se včasih moje videnje in pa videnje režiserja, ne, ker tukaj vseeno obstaja ena hierarhija, lahko razlikuje in sem v starih časih prinašala določen nemir, ker režiserji točno vejo, kakšen je igralski proces, da pridejo do vloge, da vejo, kako se tekste naučiti in tako naprej. Eni pač drugače formulirajo svojo vlogo, drugi drugače. Jaz sem pa sam vedela spet to, ne. En teden pred premiero še ne znajo teksta, konec sveta, ne. In sem pol ugotovila, da boljše, da se umaknem, ker sem bolj škodovala temu procesu, kot ne. Je pa tako, da predvsem moraš zelo zaupati režiserju. In tudi, če ti kaj pri igralcu ni všeč, ne poveš ti igralcu, mislim, jaz imam tak način, da ne povem igralcu, ampak povem režiserju, ker se mi zdi, da je prav ta hierarhija. Ja. Koliko je v povprečju vaj pred premiero? Cirka 40, po 4 ure. Velik, zelo velik. Zdaj seveda moramo nekaj spet vedeti. Recimo, če je zdaj, ko bo svobodni zakon, na primer, ko ima Prinarčička ogromno teksta in se ga bo mogla doma naučiti, zato da bo lahko potem igrala. In pa seveda pol z onim drugim igralcem, ki ima tam par skupnih replik, ne. Te so težke situacijske, ki moraš ti v določenem trenutku tisto, kar poveš, moraš biti točno na tistem mestu. Ker recimo, ne vem, primer, se vrata odprejo, ne smeš biti na odru, če pride, kje pa je ta pa ta človek, ne. Te situacijske so zelo, zelo, zelo težke in tudi jaz sem velikokrat igralce spraševala, kako si hudiča to vse zapomnejo. Te situacijske so mi rekli, da si zapomnejo tudi po tem movingu, kako hodijo, kje rečejo, kje stojijo, ne. Ne razumem pa, kako si vse te monologe, ki jih... Zapomnejo, ne, noro. Noro. Zato pa so igralci, Pa ne samo to, zadnjič sem z Emeršičem govorila, on je imel lansko leto, ali je bilo že predlanskem, čas hitro teče, 13 vlog v glavi, s tem, da on ima večinoma vse glavne vloge in to tekste in Pa še vloge. režira zdaj, ne? Zdaj pri meni je zdaj 2-krat režiral, jaz zdaj je dojenčka dobil in zdaj je na vem. porodniškem dopustu. Lepo. Tako da zdaj se kdaj slišimo, pa zahvalili so se mi, ko smo bili še tako, mi smo po starem jim voščili za dojenčka. Če me zadnjič me je klical, ko smo po telegramu voščili v bistvu obema staršema in še sinovama, pa en zajčka smo zraven dali, no, ampak tako nismo po družbenih omrežjih, ne vem, čestitam, pa eno slico dali, ampak smo prav stari telegram. Tako da ja, kar se tega tiče, so v bistvu, tudi to jih na nek način dela posebne, to, kar sva prej govorili, no. Nočem zdaj, jaz sem mogoče bolj tako nestrokovno, pa malo heco rekla otroški vrtec, pa tako, ampak glih to, da vse se razumemo, da pač... Če greva nazaj k predstavi, torej kako nastaja. Torej, potem, ko zberete igralce, režiserja, Pol se pa začnejo pa se zdaj, no zdajle recimo vaje, recimo primer, zdajle Žiga dela Agencijo za razhode. To je super tekst, to je en francoski tekst, ki jaz sem ga v Franciji videla prvo predstavo, v Parizu, pol sem šla še v Zagreb gledat, ko so igrali, pa Žiga tam sva šla, tako da
sva zbrala Domna Valiča, Laro Komar in pa Luka Cimpriča, ampak no, zanimivost te predstave je to, recimo, da so oni junija vadili nekih, mislim, da so imeli ne 14 terminov, ker so samo tekst šli čez, ker je bilo treba seveda tekst prevesti in potem seveda je to, ponavadi so prevedene tako, bom rekla, v pravilni slovenščini, potem pa igralcem tudi kar paše na jezik, ne paše vsaka besedna zveza igralcem na jezik in so takrat samo pucali tekst. No, zdaj pa sta imela Lara pa Luka kako premiero in se zdaj Žiga in Domen vosta v Hrvatine, kjer smo najeli kulturni dom in zdaj vadijo tam dol, ker imata Lara in Luka vsak dan predstavo zvečer in lepo oni so v Hrvatini v kulturnem domu in vadijo. Recimo zdaj smo Budale nehali, Budale so imeli, mislim, da so imeli malo manj vaj, svobodni, tako, se pravi, čisto vsaka predstava je različna. Pride pa tudi, prej sem rekla, da iščem tekste po spletu, se pa tudi zgodi, da pride recimo Jure Karas meni pa reče, Urša, tale tekst imam, bi ga ti bi bil ti zanimiv, ali pa jaz komu naročim tekst. Torej si dovzetna za nove ideje? Absolutno, vedno. Absolutno, vedno. Pa pogovori, ki jih vodim, vedno na začetku človeku povem, jaz bom ta prvo samo negativne stvari, dajmo ta prvo stran. In kar bo ostalo, če to so ostalo vse pozitivne in če nam štima, gremo delati. To se pravi, lahko imaš ti fenomenala. Jaz imam zdaj en francoski tekst, ki je tako dober. Za igralca, ki je fantastična vloga enega pač moškega, ki žensko igra. Ampak to je res tako dober. Sam, kje bom dobila igralca, ki bo to igral? Ga nisi našla? Sem, ampak so zasedeni. 3 so mogoče Zrnec, Emeršič, to so pač res tipi igralcev, seveda ti lahko daš kjerkoli, mislim, igralca, ampak a bo potem dobra predstava ali ne? To je pa vprašanje, ne? Zato prej, ko sva se pogovarjali, kako zbiramo igralce, koliko jim tudi pašejo vloge, ker to, ki pa že poznam dobro, da moram vedeti, koliko jim pašejo vloge. Seveda, če znam, še toliko več pomaga, ampak se mi pa ne zdi to, da bi... Zdajle recimo imamo Leo Mihevc. Leo Mihevc je že pri nas 1 leto, no, pa je zdaj v njej Mirna kri, a ne, in bojo sigurno tudi ljudje veliko bolj... Ker bojo poznali, ja. Ja. Če ni skrivnost, kakšne pogodbe imajo? Se jim splača to? Tako je spet relativno, to je isto, kot da bi vprašali, ne vem, nekoga, ne vem, tebe ali mene, se nama splača to delati, ne, kar delava. Ker si nekje rekla, da so plačani po učinku. Ne, oni so mislim, pri nas so plačani, imajo honorarje na posamezno predstavo. Zdaj, ali je to ta honorar, za katerega se mi dogovorimo, pač njim, mislim, pač verjetno jim je okej, drugače ne bi pristala, ne, in jaz imam tudi, nekako vem, komu, naprimer, rečem, da bi imel 300 evrov na posamezno predstavo, koga pa sploh pokličem, čemu ne rečem, da bom imel, ne vem, bom zdaj res karikirala, 1000 evrov na predstavo, ne. Zato že tudi tukaj malo vem, tudi koliko je težka vloga in nosilna vloga, recimo ti imaš lahko za glavno vlogo igralca, ki bo imel 300 evrov honorarja, pa bo stranska vloga en igralec, ki pač je toliko vreden, da bo pa želel imeti pa 800. Zdaj res govorim samo o primerih. Po učinku to pomeni, da pač so plačani po posamezni predstavi. Koliko se jim splača, ne vem, jaz osebno mislim, ko vidim honorarje, da enim se zelo splača, tudi jaz bi bila igralec oziroma stand-up komik oziroma nekaj, ki nastopaš, a ne. Tako da se mi zdi, da če so pametni in če so pametni, če dobro zbirajo vloge, če so tudi profesionalni in da imajo pač to v glavi, da pač moraš biti profesionalen, pošten in pa vsakič moraš tudi isto odigrati konec koncev. Če pogledamo, imaš ti lahko 200 predstav, kaj 195 predstavo, kar te kupuje prvič videl. In ti moraš isto igrati kot prvič. Ne moreš ti reči, zdaj je pa že 195, zdaj pa je, ne vem, zdaj pa vse en. Bom pa, ne vem, malo spustil, pa prišel v, ne vem, v umazani srajci. Ne? Ti vsi, kar to kupijo, gledajo prvič in te prvič morajo biti isti, kot prva predstava. In to je najtežji.
Nekaj si mi že povedala o igralcih, načeloma imaš dobre izkušnje z njimi, ampak so verjetno tudi kakšne mogoče negativne. Imaš kakšne situacije, ki bi jih najraje pozabila, oziroma so kakšni igralci, režiserji, s katerimi pa res ne bi več sodelovala? Si imela take izkušnje, take Imam eno situacije? steno doma, tako črno, ki napišem gor. Ne, seveda, da obstajajo, samo moramo vedeti, da mislim, ljudje včasih pač mogoče tudi to, da nismo za skupaj. Ne moreš ti reči, da nekdo ni okej, da pač ni pošten, da ne moreš ti z njim delati. Lahko, da si pač enostavno samo nista kompatibilna. Zato v tem primeru je zelo težko govoriti. Pač, recimo, jaz imam primer, lahko povem po pravic, ne po pravic, z imenom in s priimkom. Zakaj? Zato, ker imava tako en blazen hecen odnos. In enkrat sva šla celo k Taji Cukata na oddajo na Val 202, takrat je bil, to je, v bistvu je bil podcast Razmerja. Ona me je klicala, takrat je rekla: Urša, bi ti prišla k meni, pa Nataša Barbara Gračnar, če bi prišle, ker Nataša je bila isti letnik, kot jaz, smo isto šolo hodile. Okay. Bi prišle vidve o razmerje govoriti, pa jaz tako rečem, če bi ti želela imeti res dobro oddajo, res tako, da boš nekaj od oddaje imela, to moraš samo enega človeka z mano povabiti, ne, in rečem Lado Bizovičar. In se je kar res začela, ker vsi sicer poznamo Bizota in vemo, kako pač je z njim delati. Kako? Zelo težko, vse tudi on to ve. Vse on to ve. On to ve, on je tak ekstremen perfekcionist. Tako ekstremen perfekcionist, da uničuje v bistvu ljudi okrog se. On se tega zaveda, ampak si ne zna pomagati. K temu, to, on stremi k taki popolnosti pri vsakem projektu. In da sva se včasih veliko pogovarjala o tem, ne. O tem, kako v bistvu, zakaj, ne. Ja, zato, da bo dober. Pa noben okrog mene ne zna. Bizo znajo, samo ne dosegajo tvojih ciljev, tvojih pričakovanj, ker ti toliko več znaš. In tudi jaz sem pri sebi to videla, ne, koliko imam jaz visoko postavljene normative zaradi sebe in koliko ljudi malo lahko v resnici meni sledi. In koliko je težko potem delati, in sem tudi zdaj začela zelo na tem delati, da spuščam pri ljudeh svoje kriterije pričakovanja, ker vidim, da jih nobene dosega. Sploh pa ta mladina, ki zdaj prihaja, to je pa mission impossible. Ja, Oni se pa ne zapomnajo v 3 sekundah, ker rečeš, ne vem, to čez 3 sekunde pozabijo. No, ampak kar se Bizota tiče, sva imela en tak zelo hecen odnos, izjemno se imava še vedno rada. Mislim, jaz vem, da ga imam, mislim pa, da tudi on mene, ampak v enem določenem trenutku nisva mogla več skupaj delati in sva šla na razen 8 let nazaj, tako ni se dal več. Ne bom rekla, da jaz ne z njim, ampak tudi on ne z mano. Midva sva bila toliko, jaz sem bila res v njega zaljubljen, ne, tam, kaj on dela, kakšen je, kdo je. In sem rekla, on bo pa, no to sem tudi govorila tam na unem podcastu, sva se hecala, sem rekla, midva z Bizotom sva v takem odnosu toliko prijatelja, da bi želela, da on na mojem pogrebu govori. Tako sva, toliko me pozna, toliko sva si na nek način, da rečem, podobna. Samo delati pa ne smeta skupaj. Ja. No in potem se je izkazali in sva šla na razen za 8 let in ni mi bilo fajn, pa mislim, da tudi njemu ne, pa sem pa enkrat ga klicala, sem se opogumila, to je bilo, mislim, da zdaj bo kakšno leto, 3-4 leta, sem rekla, Bizo, a šla midva na eno kavo? In tako, ja, z veseljem, pa greva reči na kosil, ne, ker midva sva pol sedela na kosilih, ker sva midva začela govoriti, so bili skoraj 3 dni okrog, preden sva nehala. In ko sva se dobila lani januarja, začetku februarja, sva začela tam, ko sva nehala. Objela sva se in sva govorila še kelner, kadar je zraven, ki je prišel kava jedla in spet in tako in to hočem reči, da nikoli ne smeš reči, s tem pa ne bi nikoli več delal. To sem hotela ta primer povedati, nikoli ne bi delal več, zaradi tega, ker v življenju pridejo stvari, ki so momenti, ki pač dva gresta na razen, ne morata. Ampak to še ne pomeni, da je bilo kaj narobe, to še ne pomeni, da sem jaz slaba, on slab. To je splet okoliščin, ki včasih nastane. In nikoli ne smeš reči, to pa ne bom nikoli več. Zdaj, ko sem pač toliko starejša, pa tudi vidim, da
res potem bolj moder rataš čez leta, tako kot so vsi vedno govorijo, sem zdaj tudi jaz o tem, ki govorim mladini, mislim mlajšim. Res popolno druge prioritete imaš v življenju. Čist druge prioritete in te prioritete so mi, da dajmo se razumeti, dajmo, tudi če pač, dajmo se usesti pogovoriti, tudi če nikoli več ne bomo se slišali, tudi če se nikoli več ne bomo prijateljevali, če nič ne bo, samo dajmo se usesti pa pogovoriti. Ja. To se mi zdi ful pomemben, ful. Zelo. No, in če greva zdaj v nasprotno smer, Spet kdo bi ti je jaz, pa saj vem, mogoče, kaj bi kdo ti ti je pa rada. recimo najbolj fajn, ki si v bistvu z nekom, s katerim pa res dobro delaš in bi vedno delala z njim. Ne? Jure Zrnec. Je fajn. Ne? Jo, mi da so tudi tako prijatelja, pa z Gašparjem smo bili prijatelji, samo zdaj pač njega ni več, pa je kar ena taka praznina nastala. Zdajle, ko smo hoteli nek tekst delati, kdo bi pa to delal? Gašparja, Ja, dobro. ja. Dajmo enega drugega Gašparja, ne? Ni drugega Gašparja, ni tazga talentiranega scenopisca, ki bi tudi rime znal in tako naprej. Saj jih je veliko podobnih, recimo tudi Boštjan Pižama je recimo perfekten, ampak Gašpar je znal to usmisliti, je znal to rimo teatrsko, to je čisto neka druga zgodba kot nek, ne, drugače pa Zrnecem se imava midva zelo tudi rada in iščeva variante, da bi igral tudi ta francoski tekst, sem mu rekla, če bi samo, mislim, ne, da se mu nada, v drami ful veliko igrajo in potem seveda pri nas je največji problem v Špasu, ki je 1/3 ali pa 1/4 predstave menjša, drug se pa vse povsod vozijo po celi Sloveniji, od Lendave do Prevalj, ne vem, ali smo danes v Prevaljah ali pa v Lendavi, klele nek na koncu sveta smo za nas, a ne. In je pol res težko, mi imamo po 60 predstav na mesec, od tega jih je 50, glej, kako je, le. Od tega jih je 50 po drugih krajih in to se moraš voziti in moraš ti včasih ob 3 od doma, da imaš ti ob 6 predstavo nekje. Pa enkrat sam še to, če dovoliš, da povem, malo v prejšnjem kontekstu je bilo, pa pridemo enkrat, mislim, da so bile Slovenske Konjice in so zamujali igralci 10 minut, ne, zato ker pač je bilo, na cesti je bila nesreča in niso mogli priti in je bil cel halo ljudi, kako smo neprofesionalni, s kakšnim odnosom, ker smo 10 minut zamudili. Ti si lahko v copatih prišel v dvorano, ne, mi pa čez drug konec sveta. Vse to me tudi zanimalo, a je kakšen igralec, ki pa res konstantno zamuja? Ena igralka pa je, ne, samo ta ne dela več pri meni. 200 v bistvu, zdajle sem se še na eno spomnila, 200, ki skozi zamujata in to ni odnos do Nimate drug. občutka za čas. Nimate občutka za čas in za ljudi. Zakaj drugi lahko pridejo v kombi točno ob 3 in je vedno treba iste ljudi čakati do 15 čez 3, pol 4. Tisti bi lahko ne vem kaj vmes naredili, ki morajo tam čakati, s tem, da potem je naš šofer, če živčen, ker mi imamo šoferja, da jih vozi, živčen, bo pravočasno prišel, pol pridejo, ne vem, 15 minut do predstave in potem je problem, da je make-upa ne morejo narediti in tako naprej. No, ampak če bi pa smeh polnil baterijo na telefonu, ne, kateri igralec bi napolnil največ, to pa lahko poveš. Ne, sej na polno baterijo, v bistvu prva asociacija, ampak res prva asociacija, ki je bila, ki v bistvu ni igralec, ampak je pri meni delal stvari, to je bil Rado Mulej. Joj, kako ga pogrešam te njegove štose, kako pogrešam, mi smo se, kadarkoli smo bili, mi smo take neumnosti delali, take neumnosti. Enkrat smo šli na gostovanje v Mursko Soboto, pa smo spali v Livadi, smo bili nekam, na diskoteka je bila, neki nas so se imenovali, jaz sem šla v 5 zjutraj domov in je rekel, bom prišel jaz, ne. In pol je bila ura, sva s prijateljico, sodelavko, ki sva tam pač imeli še eno predstavo, sva šle kaj na plažo, pa nama je bilo dolg čas, pa da Mulej zbudita, ne. Greva na recepcijo, a je gospod Mulej prišel, pa receptorka prav, ne smem povedati, pa on kaj nosil kufrčke, ja, gospod Mulej je prišel, pa rekel, da ga ne sme noben motati, ne. Saj, dajte vi gor poklicati, pa rečete, požar, zato da bo dol prišel, ne. Pa je pa rekla receptorka, ne, jaz to ne smem narediti, pa je kufrčka, bom jaz. Pa res klical, soba, ne vem, 302, požar, takoj pejte ven, ne. In on se je valjda šele zbudil in je pameten, kakor je bil, pogledal čez oken in ni videl nobenega gasilnega avta in je rekel, dve me ziher spet zajebavata in je šel spat. Mi smo se vedno toliko zabavali, pa z vsem, ne, pa saj imam tako res dobre izkušnje, imam
Z vsemi smo se v bistvu zelo dobro razumeli, malo težje je bilo pa delati točno iz teh razlogov, kar sem prej povedala, A no. Ampak razmišljaš ja, prva asociacija mi je bil pa Rado Mulejč. polni baterije. A razmišljaš, da bi napisala celo knjigo o vseh teh tvojih zgodbah? Meni je v bistvu, če mi je žal, kaj mi je žal, da nisem takrat kakšnega dnevnika pisala. ja. Ampak to ne za objavo knjige, bolj zato, da sama vidim, kaj se je vse dogajalo, ker veliko stvari pozabiš, tudi dobrih. Glej, zdajle včeraj sem bila na vaji in je tam imamo eno tak velik plakate, smo nalimali tam tele izrezke iz časopisov, od predstav in tako, a ja, pa to smo to delali, a ja, pa to smo delali, a ja, točno, pa to dobrodelnost, točno, Spomniš vse, ne, ja. in se v bistvu pozabiš. Koliko je pa recimo takih situacij, kjer ti recimo igralec ali igralka tik pred zdajci odpove, zboli? Kako je to narodno za gledalce? Ljudje, najbolj problem je, ker ljudje tega ne razumejo. Recimo en obiskovalec oziroma zdaj bom rekla, pri nas karte recimo kupil za eno predstavo, ko bo on malo smrkal, pa ko bo malo kašljal, bo ostal na bolniški in pač ne bo prišel v službo, a ne. Recimo, ko igralec zboli, se prizadeva do zadnjega, da ne odpove predstave. To je pri njih je to zelo, zelo čutijo pač ta poklic in vejo, da res ne smejo odpovedovati. Da ne govorim, da hodijo igrati z blokadami, če imajo kakšne pač, če jih hrbet boli, da ne govorimo, koliko medrolov so že pojedli zato, da jim je glas prestal kakšno predstavo, da nismo odpovedovali predstave in tako dalje in tako dalje. Ljudje pa tega ne razumejo. Ljudje, kako je zdaj zbolel? Kako zdaj odpovedujete? Ja, odpovedujemo, zbolel je. Ne, ziher ni zbolel, ziher je bilo nekaj narobe. Ampak hkrati človek, ki gre na bolniško zato, ker ima zakašlja, ne razume, da pa igralec boli in včasih so tudi igrali, zdaj niti ne več, sploh po covidu, se je to vse malo spremenilo, ampak so prišli igrati tudi z blazno vročino, samo zato, da se je speljala predstava, ne. Pa ne vem, si imel kakšno predstavo, ke se spomnim enkrat, ke je en zelo težko govoril, pa smo vseeno speljali predstavo, pa jih je pol reklo, zakaj nismo odpovedali predstave, ke je on slabo govoril, zakaj smo, mislim, nikoli ni prav. Tako da, glih danes smo dobili, ampak dobro, to je bila hvala bogu vaja. Tako danes se ful lepo začne, pa mi sam sodelavka napiše, Lara je zbolela, vaja odpade, upamo, da ne bo še zvečer predstave v Kopru odpovedala, ne. To pride, to je. Kaj se v tem primeru zgodi? Mislim, to je tudi stresno za tebe, ne? Nič več, zdaj nič več, včasih je bilo ekstremno stresno, zdaj pa dam tega avtopilota noter, itak nič ne morem narediti. Mi smo pač že tako zorganizirani, zverzirani, da imamo večinoma od vseh ljudi telefonske številke in jim pošljemo SMS in napišemo, danes predstava odpade, nadomestni termin vam bomo tako javili, tako da pač to naredimo, ljudje eni razumejo in ja, ne vem, so tudi zelo pod Imate nivojem. veliko razburjenih gledalcev? Ne, absolutno ne, samo tisti, ki pa so, pa lahko uničijo dan ali pa dva s svojimi nesramnostmi in žalitvami neko osebo, recimo na blagajni, ki res nima nič s tem, kar se recimo dogaja. Ampak teh je res zelo, zelo, zelo malo. Zelo, zelo malo. Bolj problem pri ljudeh je to, recimo, da res, tako kot sem prej rekla, ne berejo, kaj kupujejo, ne berejo. Nam zdaj rekla, ta drobni tisk, sploh ne. Ampak, ke se tudi pozanimajo, ne, samo pač kupijo nekaj, pa jim pol napišeš, ne vem, odpade, dajte mi, ful različni ljudje so, se pravim, ampak hvala bogu je zelo, zelo, zelo majhen odstotek ljudi, ki se pritožuje, zelo majhen. So pa te zelo znajo biti zlobni. So bili pa tudi zelo sočutni in prijateljski, ko si imela recimo poplave. Ja. Takrat je ogromno stvari uničilo, kostume. Vse. Je bilo težko. To je po moje bila ena izmed mojih najhujših, veliko stvari sem preživela. Veliko, ampak to gre, vsi, saj ne bom zdaj samo, ne morem reči, jaz sem preživela te stvari, ker vsak človek, pač za vsakega človeka so v onem trenutku najbolj grozne stvari in ljudje še bolj so nasrkali, ljudje so domove izgubili, to je bilo nepojemljivo. Ampak pri meni je bilo pa tako, da pač je samo zginilo tistih 25 let dela, ke si v bistvu vedel, da si, ne vem,
kaj je vse bilo potrebno, da smo prvi denar dobili, da smo lahko kupovali obleke, da smo kupovali rekvizite, scene delali, tako si pač v bistvu čustven, ker to je bilo le 25 let Ja. tvojega dela, tvojega življenja in vsega, ne. Tako da ja, je bilo kar zelo stresno, pa tukaj sem se težje pobrala čustveno kot pri covidu, ampak nekako moraš tega avtopilota noter dati, okej, to se je zgodilo, dobro, tule nimamo več kaj, pojdimo naprej, ne. Enostavno ne gre drugače, kakor da recimo res moraš prekiniti z nekimi čustvi oziroma z nekim ne opevanjem, ampak glih obratno, jokanjem za neke stvari v preteklosti. To se je pač zgodilo, spremeniti ne moreš, gremo dalje. Tako je. In kako vidiš Špas teater v prihodnosti? Recimo bi ga razširila še na kaj drugega, mogoče koncerte? Koncerte sem delala. Vem, da si Koncerte zdaj sem to delala, vprašala. vem, da veš. Koncerte sem jaz delala veliko s Plastenjakom, sva bila res, midva sva se res odlično, no, Jan je recimo tudi en Lado Bizovičar, moj bog, in mislim, da sem jih par let imela kar oba dva naenkrat. Jan je isto umetnik, ki stremi k taki popolnosti in enostavno, ne da ne razume, on razume, da ne morejo ljudje njemu slediti, ampak enostavno je težko sprejme to, no, mislim, ful visoko oba, isto zase govorim, malo previsok lestvice postavljamo. Malo prestroga sta do sebe, no, oba. No, to pa itak. Saj sem jaz tudi stroga do sebe. Jaz ob 8 zvečer hodim spat zato, da Pa bom ni ti lahko potrebe, jutri cel no, dan a veš. hodila, ne, Ja. da bom cel dan lahko delala. Ja, malo prestroga in Janu sem že velikokrat rekla, tudi zdaj, ko se dobiva še, rečem, pa zdaj pa že lahko uživaš, poglej, koliko si že v življenju naredil, sprost se uživi. Naznane. Ne, to ni šans. Super izkušnja s koncerti, bolj všeč, ko dela teater, medvsem zaradi tega glizanj sem bila glih na Janovem koncertu. In je bilo tako vse, v teatru je vedno ne prenaglas hoditi, pasne lučke prižigati, da se tam ne bo pokazalo. Mislim, teater mora biti vedno kaj ena taka zaprta komora, črna je. Koncert je pa vse ostalo, samo to ne. In sem vedno ful uživala in sem glih zanč Janu rekla, dajmo pa, z Magnifiko grem jutri na sestanek me nekaj rab, tako da upam, da bi lahko kakšno ušpičali. Super. Ja, fajn Če je, bo uspelo, ja, fajn je to delati. A imaš kakšen recimo neuresničen projekt ali pa nekaj, kar si potiho zelo želiš, pa Samo nisi en projekt realizirala? je, ki ga nikoli ne bom naredila, pa ne iz tega nikoli ne reci, to pa vem, da ne bo šlo, ker mi je pa tako blazno všeč. To je musical, jaz sicer nisem glih fan musicalov, nisem, ampak The Producers, to bi pa tako rada delala. Ja, Znam. kadar je film na televiziji, jaz sem ga po moje gledala 15krat ali pa 20krat, celega znam na pamet. In mi je tako da best in bi, no, v bistvu, če bi imela, ne vem, neomejeno, ker to je res huge projekt, ne. Če bi imela neomejeno denarja, če bi, ja, verjetno je samo v bistvu, pa odlične igralce, seveda jih dobiš, če imaš neomejeno denarja, kostume, ker to je zelo kostumska predstava. Če bi lahko imela res neomejeno sredstev in bi lahko zbrala res igralce, ki bi želela, to je pa moj tak musical, potem bi se pa poslovila. Kar. Ampak verjetno to se nikoli ne bo zgodilo, ker je res prevelik. No, nikoli ne reci To je nikoli, res, ne? ampak Tako se kot si pravim, rekla. ja, ne, se pravim, da to je res ena stvar, ampak bom film gledala, pa bom. Pa tudi problem je tudi v Sloveniji z musicali, čist premajhen narod, čist premalo nas je, ko se primerja z Broadwayem pa z Londonom, pa še z drugimi kraji, tam je to turizem. Tam ne hodijo Angleži gledati toliko milijonov kart na prodajo za musicale, to je turistična atrakcija in to ne moramo primerjati. Saj so bili poskusi, se sem tudi jaz delala do nazga musical, pa par musicalov je bilo, ampak je premajhna ciljna Pa zdaj vam grupa. gostuje ta Hot Man Dance, ne? To bo tudi To malo so pa tako, ne? fantje, ki sem jih pa slučajno enkrat videla v Zagrebu, ko hodim včasih v Zagreb, kakšne predstave gledati, pa tudi delala sem 2 predstavi dol v Zagrebu. In sem videla plakat in smo navezali stike, pa sem rekla, zakaj ne bi to še Slovencem ponudili. Fantje so tako preprosti, tako fajn, tako so res, tako srčkani so.
res v tej svoji preprostosti. No. Luštanja pa decembra. Ja, in tako malo in poletno pol, že. in zdaj jih imamo že ne vem kokič. Zdaj bo sredi decembra, bo samo v Špasu, oni bi želeli, da bi jaz delala celo turnejo, sam ne morem, ne moremo, premalo nas je, že tako imamo 200 predstav, pa da še. Če zdaj pogledaš vseh teh norih, bogatih let Špas teatra, 28 bo. 8, že skoraj 30, ne, kmalu, 2 leti. Vsi že zbiramo te materiale, ker vemo, da bomo Žurka, ne? drugače čist tik pred zdajci spet, kje je una slika, kje je un video. Če bi lahko kaj spremenila, kaj bi to bilo? Velikrat se to sprašujem in bi na koncu po moje rekla nič. Nič, ne. Zato, ker ta pot je bila cilj. Ta Točno pot to, je ja. bila cilj in vkolikor bi karkoli spreminjala, bi šlo neko drugo pot, ali bi bilo boljše, ali bi bilo slabše, ne vem. Dejstvo pa je, da če v črto potegnem, se v tej svoji poti res nimam kaj pritoževati. Ratala sem veliko bolj imam debelo kožo, zamahnem z roko, če mi kaj ni prav, včasih tega nisem počela, včasih sem zelo slonase, pa se res malo na zdrave stvari poznajo, pa mačken oladiš, da rečemo oladiš, in da ker življenje gre naprej, Ja, s tabo seveda. ali pa brez. Tako da verjetno nič ne bi spreminjala. In če bi dala en nasvet, ki si se ga v teh letih naučila, Da samo vedno moraš delati tisto, kar uživaš. Če uživaš v nekih stvarih, je samo to te lahko izpopolnjuje, ker da ti si to je le mislim pač, to sva se prej pogovarjale, to je naš življenje, tudi odžigata življenje od moje mame življenje, ti, ki imaš tako firmo, ki je tvoja firma, to je vse skozi prepredeno zasebno in poslovno, in če ne uživaš, pol ne moreš uživati v življenju. itak. In meni ni problem pol leta, res, ker mi imamo sezone, ki moramo pač biti, ne, pa 2 meseca sem na morju poleti in takrat No in to uživam. tudi rada počneš, to sem te Tudi hotela to še rada vprašati, počnem, rada no, greš na ampak morje, ja, ampak uživaš. hočem reči, da je treba predvsem uživati. Moje osebno, to se pravi poslovno je sigurno to, da vsak naj proba, če se le da proba najti nekaj, kar uživa. Vse to v bistvu, pol, ker nekaj poslušaš v enih uspešnih zgodbah, večinoma vsi pravijo to. Moj osebno moto je pa vedno bil in vedno bo, da nikoli ne naredi nekomu tisto, kar ti ne želiš, da bi nekdo naredil tebi. In se mi zdi, da je to zelo pomemben, ker se potem tudi vse se na nek način res vrne in tudi, če si ti nesramen, zloben do drugega človeka, to negativizem v sebi držiš. Jaz imam toliko teh negativnih dejavnikov, ki vsak dan pridejo do nas iz enih ali drugih ali 5 razlogov in je treba res čim bolj probati na ta življenje tako gledati. Vse 10 let nazaj verjetno ne bi isto rekla, ampak zdaj se pravim, ker sem bolj modra. Tudi tvoja mama je zelo peta v teater, Ja. krasna je, ampak kako zbolela je in zdaj sem vesela, no, da je Ja, boljše. mami je zbolela Kako te je in- to prizadelo? Uf. Glede na to, da je, a veš, toliko pomaga. Mi smo samo teatru. trije, ne, v bistvu, ne, pa ja. v bistvu je bilo tako, mi smo moja mami, pa Žiga pa jaz, ne, nimam sestre, tudi Žiga, mislim, in dejansko smo trije, ker smo tako za celo družino, ne. In takrat glih spet je bilo konec sezone, abonmaji so bili, predstave 3 smo delali in tako naprej, in pol pride ta novica in je bilo, zdaj se pa vse turša, zdaj pa dosti teatra ni, in sem tudi Patri napisala, lej, 28 let že delamo, Tako, speljali boste. Ja. In sem pol probala mami čim bolj pomagati, kakor se je dal, čim bolj tudi hoditi. Ampak pri njej je bilo, hvala Bogu, zelo hitro. Golnik, odkrila raka, je bilo nekaj narobe, smo, hvala Bogu, dobili vezo z bitancem in ga prosili, če bi jo lahko takoj vzel. Jo je vzel, en del stran, čez 2 meseca, drug. Tako, res je šlo hitro, res je bilo vse pozitivno. Tako da ja, zdaj je pa še malo Boga, ampak ja, ne, bom jaz oprala, pa jaz bom polikala, pa pravi, mami, ne moreš, pa bom, in zdaj ona še vse pere in lika in naj to dela in je vsa Ampak vesela. tukaj ne ob takih trenutkih se zavemo, kaj je res najbolj Ja. pomembno. Ne? Če zato pravim, pa moj pregled zdaj na diagnostičnem No, centru ti si v Bled, redu, si ker v imam redu. 180 pritiska, pa V neke redu. brazgotine na srcu, pa tako pa sladko. Nimaš, vse No, ampak v ja, redu. hočem to reči, Ja. no. In da pol pa si rečeš, ne bom se šla, res ni vreden.
Ne, absolutno ni. Ni vreden, ampak res morate res nekaj fajn. Hvala Bogu, da nas ni toliko po glavi udarilo, kolikor bi nas res lahko. Povej mi še za konec, kaj si najraje privoščiš, s čim te še razveselijo prijatelji, kateri so tisti užitki, ki pa so res tvoji. Jaz ful rada jem, pa kuham. Vem. Vedno Kuhaš, ja. kuham in tudi jem, pa ne zdaj, da bi zdaj, jaz imam celiakijo in že tako sem obremenjena s to, ker moke ne smem. In je glavna skrb moja hrana, kaj bom jaz jedla, da ne bom lačna. In to takrat, ko sem dobila celiakijo, se je ta obsesija začela. Ne, drugače pa jaz neizmerno rada in doma in na Crvenem vrhu, ker imamo stanovanje, vabim ljudi, kuhamo, smo skupaj, se imamo lušten. In to se mi zdi, da je to dosti, no? Da je to dosti. Letos nisem nič kaj preveč vabila, pa nisem nekako bila družabna, že zaradi vsega tega. Z mami kaj bilo, ampak to ni pomenilo, da nisem bila, da sem bila vase zaprta, sem pač njimi pasala. Si pa tudi velika ljubiteljica živali, Ja, in psov imaš Fiksa, Lola je z nami. Lola je šla nekam, Lola pa je že šla joka. nekam, ja. Fiks je revček bolan, ima sladkorno bolezen, pa se zelo trudim z njim. No. Koliko je zdaj 12, 13? 13 pa pol. S tem, da je res bogi vsak jutri inzulin, vsak večer, zdaj bom šibala domov, da pač mu dam inzulin. Ampak ti tudi prispevaš kar nekaj denarja, zavetiščem. Tako je. Jaz sem ogromno delala teh dobrodelnih stvari, tudi s predsednikom Tirkom, 2 koncerta, pa nisem pa tudi samostojni, jaz mislim, da smo malo več kot 500 000 evrov zbrali takrat denarja in to je šlo vedno za otroke, seveda absolutno in za botrstvo tudi. Sem ambasadorka pri Danilu Tirku, pri fundaciji Pustimo jim sanje. Tako da, ja, res delamo na tem tudi veliko stvari takih, ki sploh pač se ne pove, kdaj kje pomagaš, ampak pol sem pa v enem določenem trenutku seveda ogromno sredstev se zbere za otroke in za revne družine in je prav, ampak za živalce se pa v bistvu se pa ni tako javno in popularno zbirati denar za pač te živali, za zavetišča, ne. No, in takrat sem se odločila takoj po covidu, ker smo res kar dobro nasrkali finančno, sem rekla, takoj, ko bomo vsaj malo na zeleno vejo prišli, bomo spet pač dajali denar in zdaj vsak mesec dajem denar za zavetišče Horjul. No, in sem zdaj pa nekako tako sem začutila, jaz sem vedno kaj rada dala, pa tako se pravim, mi nikoli ni bil problem, kakšna prijateljica k meni pride, pravi, ko imaš tole lepo, pa rečem, na kar mej, ne, tako. Pa tudi za skuški pa včasih tudi vedno pustim kakšne te hrane, ki zbirajo. No, ampak letos sem si pa polet zamislila, da bi pa ustanovila fundacijo Fiks in Lola. Kako lepo. Ja, no, malo moramo biti sentimentalni, pa malo nori, tako kot tisti vrtci, ki sem jih prej razlagala, tako da tudi mene se to pritiče. Ja, no, čisto iz tega, ker se mi zdi, da vse te živalce revčke niso krive. Pač, da je tako. Še vedno bom pomagala otrokom, seveda se mi zdi, da vse bolj organizirano, pa bistveno bolj poskrbljeno za to, no, kot za živalce. Zelo dobro. Sploh te Jureta Juhanta poznam, take v Horjulu, ga poznam, ki je bil še čist majčken, ker družino dobro poznam in tako, mislim, moram še to povedati, da jaz sem Loliko kupila zato, ker takrat, ko je bil covid, so me vprašali, kaj bom jaz delala. Kaj bom delala, če je pač bilo tako, da nismo smeli nič delati. In sem se vprašala, kaj mene res veseli v življenju. Tako, kot smo se vsi po moje to spraševali. In sem rekla, sam da bi živalcem delala. Ne? In pol, zdaj bom pa jaz imela vzrejo psov. In kupam Loliko, da bomo mi vzrejo psov imeli. Je fiks bolel, ker sem jaz videla, ne koliko je dela, sploh ne, to jaz vse delam, mislim, pa rihtam te pse, pa tako naprej. Ampak koliko je mene to prizadelo, če je bil kužek, če je bolan, pa pol ne vem, kaj Lolika bila nekaj bolana, pa ko smo skozi zdravniku hodili, pa tam vidiš te bolane pse, sem rekla, zdaj bom pa jaz imela še vzrejo psov doma, ko bo en človek prišel, ko mi na všeč, če sem enega psa nam dala stran. Ker če bi bilo po moje, bi imela tam pri meni doma, bi imela 50 psov, nisem glih najbolj fan mačk, no. Ampak jaz bi imela doma 50 psov, če bi se dal. Zato, ker vem, da kakršna sem, bi raje poskrbela, da nekdo drug to ureja, da pač ne bi jaz zapopadla še to mojo
strast do kužkov. Je pa tako, da živimo v eni vasi tam na v Žejah, in tam so vaški, ti kužki iz kmetije, vaški posebneži. Mi imamo vse odprto in Lolika ima 2 fanta, Aha. tako stara, Bobi pa Miško, se in dogajali. prideta in pol se malo igrajo in to, tako da ja, imam skozi te neke pse doma. Če niso moji, so pa od sosedov. A sem te še kaj pozabila vprašati, ali pa ne vem dovolj, da bi te pa bi rada še kaj delila z Saj vem, nami? tebe zanima, kdo je kdo je največji ego, s kom je najtežji delati, katera pušča, ne vem, strgane nogavice po garderobi, ne bom povedala. Naj zavedno ostane to tam, ke pač ostane v eni gomari, izključno zaradi tega, ker pač so to, se mi zdi, da ke igralci spustijo tebe zraven, da prideš ti v njim v garderobo, ke so dejansko mogoče v spodnjih hlačah, v nedrčku. Oni spustijo te v neko svojo intimo, pa tudi, če so pač oblečeni, govorimo, spustijo te v neko intimo, se mi zdi, da moja največja kredibilnost je točno to, da v teh 28 letih ena stvar ni šla z garderobe, ena stvar nisem nekako dobro. Je bilo res med vami in To je med naj tam nami, ostane, ja. med nami, sej seveda se potem po kuloarjih Ja. govori, dejstvo pa je, da če mi dve glih nisva čisto najbolj sami, se veš, če vejo štirje, kako ve, če Cija Vem. pravi, če vejo štirje, cel svet. Ampak tisti, ki pa bi jih lahko o njih govorila, se mi pa zdi, da se tudi že cela vesoljna Slovenija ve, kakšni so, tako da so lepše stvari, kakor Klepetali bi lahko še ure in ure. In tudi Seveda. bomo, ne, saj veš, da bomo. Ampak vseeno hvala, da si bila moja gostja. tebi hvala, ker si In- se spomnila na mene. Ja, in ti si nam Čeprav se razkrila večkrat ene par vidva- stvari, ker si res nismo predstavljali, mislim, mnogi si ne. Tako da hvala lepa in srečno. Hvala lepa tudi tebi, pa naj stvari vedno tam ostanejo, kjer so. Ker če bi jaz kakšnega idola spoznala, ki bi mislila, kakšen idol je in bi ga spoznala, ne bi bil več idol, tako da naj ostanemo vsi idoli. Hvala lepa torej za pozornost. Če torej še ne veste, kje se boste naslednjič nasmejali do solz, ker preverite program Špas teatra. Lepo se imejte in srečno.